November je mesec ozaveščanja za raka na prostati, zato smo tudi vsi deci videti kot iz 70-ih. V tem videu vam poveva vse, kar morate vedeti o prostati, raku prostate, o PSA-ju, vse veste, zato da boste lahko svoje dece poslali dati kri v najbližji let. Živijo in dobrodošli nazaj na kanalu Moj laboratorij. Bija, Aleš, midva so laboratorijska delavca, veliko govoriva o različnih stvarih, veliko o hormonih, danes pa o PSA-ju pa o novembru. Opažava, da vas res najbolj zanimajo te teme za ženske, se pravi hormoni, ščitnica, prehrana in tako naprej. In moški ste mogoče zaradi tega čisto majčkeno zapostavljeni, ampak ne novembra. Novembra si lahko dovolite malo več oziroma imate izgovor, da se majčkeno zapustite. V bistvu je to celo zaželjeno, saj je Movember gibanje, s katerim poskušamo druge opomniti, naj pomislijo tudi na svoje zdravje in preverijo, če je tudi tam spodaj vse ok. Kaj je torej prostata in kaj je PSA? Prostata je žleza, tako kot ščitnica, nadlična žleza in pa hipofiza. Prostata je zato dodaten del moškega spolovila, zato jo imamo samo mi moški. PSA pa se zato meri samo pri moških, kratica PSA torej stoji za prostata specifičen antigen. Prostata leži pod mehurjem in pred danko. Žleza je sestavljena iz žleznega tkiva, ki je ovit v ovojnico, to je kot nekakšna kapsula. No, na delovanje prostate pa vpliva moški spolni hormon testosteron, ki ga izločajo testisi. Izločki prostate tvorijo tudi večji del semenske tekočine, v kateri semenčica potujejo po sečnici in pa proti izhodu. In zato prostato lahko otipamo tudi skozi črevo. Normalna prostata je zato gladka, elastična in pa neboleča na otip. Osnovna funkcija žleze pa je transport, ohranitev vitalnosti, gibljivost spermijev in pa antibiotična zaščita. In tekočina, ki jo izloča prostata, je bogata s kalcijem in vsebuje cink, natrijeve ione, citronsko kislino, kislofosfatazo, plazmin, PSA, holesterole, lipide, laktat, dehidrogenazo in pa glukozo. Ful stvari. Ha? Ful stvari. Ja, se ne spomniš, se ima tako okus. No, tako kot se vsaka stvar lahko pokvari, se tudi prostata lahko vname. Zaradi vnetja tkivo zateče, to pa vodi v povečanje. Večja prostata pritiska tudi na vrat mehurja, zato morajo moški pogosteje na WC. Pomembne bolezni, ki lahko povzročajo povečanje prostate, so 3. Vnetje, se pravi prostatitis, potem benigna hipertrofija prostate, se pravi BHP, kar pomeni povečanje velikosti notranjega dela prostate, in pa tretja možnost, karcinom, ki nastane v zunanjem delu prostate. No, do težav redkeje pride pred 30 letom starosti. Moške med 30 in 40 let pa lahko prizadene prostatitis, se pravi vnetje prostate, ki ga pogosto povzroči bakterijska okužba. Povečanje prostate, se pravi benigna hipertrofija prostate, se ponavadi pojavi pri moških starejših od 50 let. Rak prostate je podobno kot benigna hipertrofija prostate bolezen moških, se pravi starih več kot 50 let. Sam ti si tudi med 30 pa 40, a si že imel kaj PSA? Samo, ampak jaz imam nizek testosteron, tako da nimam težav s tem. November in rak prostate, zakaj je treba govoriti o tem? Pri nobenem drugem raku se pogosto s starostjo ne povečuje toliko, kot ravno pri raku prostate. Kot vzrok smrti je pri moških starejših od 65 let rak na prostati na drugem mestu, takoj za pljučnim rakom. Rak se razvija zato, ker se pojavijo nenadzorovane spremembe v genetski zasnovi, začnejo celice tudi zato nenadzorovano rast. Prostata se zato poveča, postane trda, neravna in pa asimetrična. Najpogosteje rak prostate zaseva v skelet, redkeje pa tudi potem v druge organe. Vzroke za nastanek karcinoma prostate niso povsem pojasnjeni, zato tudi ni znano, kako bi ga preprečili. Večje tveganje za raka imajo ljudje z naslednjimi dejavniki. Dednost. Če imate v družini brata ali pa očeta z rakom prostate, potem obstaja 2-krat večja možnost, da boste tudi sami zboleli za rakom. Potem rasa. Najpogosteje za rakom prostate zbolevajo ameriški temnopolti, najredkeje pa se to obolenje pojavi tudi pri azijskih prebivalcih. Neravnovesje hormonov. Visoke stopnje testosterona lahko namreč pospešijo razvoj raka na prostati. Potem starost. Rak prostate je redko obolenje pri moških mlajših od 50 let, s starostjo pa se možnost za nastanek raka prostate poveča. In pa hrana.
Raziskave kažejo, da hrana, ki vsebuje veliko maščob, predvsem živalskih, lahko poviša nevarnost za nastanek raka na prostati. Na drugi strani pa so dokazali, da vitamin E in pa recimo selen znižujeta možnost za razvoj rakov nasploh. Kaj pa lahko v zvezi s prostato mi naredimo v labu? V bistvu imamo dva markerja, in sicer kislo fosfatazo in pa PSA, se pravi prostati specifičen antigen. Oba označevalca proizvaja tako normalno kot tudi rakovo tkivo in sta zato pomembna pri spoznavanju in pa vodenju, pa tudi zdravljenju tega raka. Kisla fosfataza je prisotna povsod v tkivih, je nespecifična za določene raka prostate in se zato počasi umika z diagnostike. No, boljši marker pa je PSA oziroma prostatospecifični antigen. Tega v velikih količinah najdemo tudi v semenski tekočini, kadar pa gre za obolenje prostate, takrat se PSA nahaja tudi v krvi. Določitev vrednosti PSA v serumu se zato vsaj enkrat letno priporoča moškim nad 50 let. Test na PSA poda sum na raka prostate in zato zahteva dodatne diagnostične postopke. Ampak vrednost PSA je lahko povišana tudi pri benigni hiperplaziji prostate ali pa pri vnetju prostate. Mogoče se spomnite, da sva nekaj podobnega že razlagala pri videu o tumorskih markerjih. No, v serumu zdravih oseb tako najdemo precej nizke koncentracije PSA-ja. Vrednost bi bila nekje 1,15 mikrograma na liter. No, raven PSA-ja pa se dvigne pri lokaliziranem in napredovanem raku. Določene koncentracije PSA-ja v serumu je zato pomembno tako za napoved verjetnega poteka, kot za napoved izida bolezni in pa seveda za spremljanje zdravljenja bolnikov s karcinomom prostate. Okvirne referenčne vrednosti za PSA so pa nekje od 0 do 4 mg na liter. Analiza pa se opravlja zjutraj na teščer. No, če imate visok ali pa povišan PSA, to še ne pomeni, da imate tudi raka. Nekatere bolezni, kot so na primer infarkti prostate, prostatitis, mehanski vplivi zdravil in tako naprej, lahko lažno zvišajo PSA. Zato se je dobro o tem posvetovati tudi z zdravnikom. Ti tudi sodeluješ v novembru, a? Se bo nafilaš paroček, ne? Se bo, ja, bom morala kar donirati. Saj veste, kaj je bistvo gibanja novembra, ne? No, ampak kako pa odkrijemo raka prostate? Večinoma raka prostate pri zdravih moških odkrijemo z analizo PSA-ja ali pa z rektalnim pregledom pri urologu. In ko se pojavijo simptomi, pa moramo vedeti, da nobeden izmed njih ni lasten samo raku prostate. Enaki simptomi se pojavljajo tudi pri moških, ki imajo nerakave bolezni, kot je na primer benigna hipertrofija prostate. No, najpogostejši znaki, ki kažejo na raka prostate, pa so pogosto uriniranje, zlasti ponoči, težave z začetkom uriniranja, šibek ali pa prekinjen curek, pekoče bolečine pri uriniranju, potem težave z erekcijo, bolečine pri ejakulaciji, lahko se pa pojavi tudi kri v urinu oziroma v spermi. V takih primerih pa je potreben takojšen obisk zdravnika. Evo, zdaj veste vse o prostati in o PSA-ju. Novembra pejte vsi moški nad 30 preveriti svoj PSA, če že kakšen drug mesec ne greste. Če bo vaš PSA normalen, je to tako dober kukor, ko vam gre avto skozi tehničnega. Treba povedati še, da imajo tudi moški brez simptomov lahko raka prostate, lahko tudi obratno, in pa tudi moški z normalnim PSA-jem imajo lahko tudi raka prostate. Težave z uriniranjem pa še ne pomenijo nujno raka prostate. Precej bolj verjetne so recimo kakšne infekcije mehurja in sečil. No, pa tudi povišan PSA še ne pomeni, da imate raka na prostati. Zdaj, ko vas naslednjič mama vpraša, zakaj se niste obrili za nedeljsko kosilo, in lahko razložite. Mami, to je za višji namen. S tem želim osveščati moške, da preverijo svoj PSA in tako poskrbijo tudi za svoje zdravje. No evo, če vam je bil ta video všeč, dajte nama stisniti like, naročite se na kanal, ker bo najbrž tudi naslednjo nedeljo z vami delila nekaj zanimivega. No, zdaj se pa midva še malo vračava v laboratorij. Tako da se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau! Faka, sem jaz prejšen odsek s to špango v glavi posnela. Verjetno. Se ne vedi. A ste videli to? A ste videli to špango? Napišite komentar, če ste videli to špango. Mora biti resna, če te banke. Ne me zbati. Oprosti. Kaj je to?